Beletrina v živo. Emil Filipčič, situacija je veoma složena, kot bi rekel. Ti si pred tako rekoč izidom nove knjige, romana Nepočesane misli. Tam, kot prvo je značilnost tega romana, če lahko tako rečemo, da če smo imeli prej pri tebi včasih občutek, da so vsi romani samo poglavja v nekem večjem romanu, imaš pa zdaj v bistvu v romanu neke časovnice, ki pravzaprav kažejo neka obdobja, s katerimi asociacijsko začneš, ne. In prva časovnica se začenja v 60-ih letih, ko se tlele nekje v tem becirku polnem seveda živahno obiskanih gostiln najde vesela druščina in ugotovijo, da imajo vsi potne liste v žepu in grejo v Pariz. Kje so tisti časi, File? Ja, kako bi rekel, precej daleč, ker takrat ni bilo, zdaj sicer tudi ni turistov, ampak to je zaradi korone. Takrat pa ni bilo turistov, zelo malih je bilo. In Pariz je bil zelo daleč. In iti z avtom v Pariz, ne, taka ideja, da je enemu padla, to je bilo fantastično, ne. To je bila taka poezija, da samo vzameš pasport, greš z avtom čez mejo eno, čez drugo, pa prideš tja v Pariz in res v enih 6 urah ekspresno z dobrim avtom, pa tam res nismo spili kave, ne, to je jasno, ampak v resnici smo nekaj spili in šli nazaj zelo hmalo, ne, ampak to je bilo nekaj, eno doživetje in pol, ne, to je bilo nekaj perfektnega. To sem malo tudi mislil omeniti, ne, danes nam govorijo, da so še v 80-ih ljudi, ki so hoteli čez mejo, streljali na meji, ampak to nam govorijo točno tisti, ki so nas zdaj zaprli v občinske meje, tako da pravzaprav danes ne moreš ne do Rakeka, ne do Medvod. Tvoj junak seveda se odpravi tudi peš v Medvode, kar je pravzaprav eno, kako bi rekel, pri nas nismo imeli tega pocestniškega romana on the road, ampak se je veliko hodil. Jaz se tudi spomnim tega tvojega romana Ervin Kralj ali pa Butenskale, koliko je pravzaprav teh eksterierjev, kjer smo blodili po nekih opustelih, ne vedno urbanih pokrajinah, skratka. Veliko je bilo gibanja, veliko je bilo pa tudi čepenja po lokalih, ne. Saj konec koncev je, lokali so bili drugi dom. Šumi, kava, vesolje. In veliko tega je tudi v tem tvojem romanu. Je pa tisto, kar me je formalno presenetilo, je to, da pravzaprav zdaj izpisuješ neke prozne fragmente, ki so pa ločeni, ki so pa pravzaprav že prišli na nekaj vrstic in so že skoraj, kako bi rekel, neki hitri včrtki ali pa skice ali pa celo aforizmi. Kako to, da si zdaj začel ločevati ta del proze od ostalega tega gozdega toka, ki tudi sicer preskakuje in ima noter te iste elemente? Kako to, da si se za to odločil? Zdaj bom poskusil odgovoriti. Peter Božič je enkrat rekel za enega pisatelja, on kleše besede, ne, on jih kleše. In v primerjavi z prej, recimo s prvim romanom Grain Round, se mi zdi, da sem jih takrat res klesal. Zdaj pa poskušam govoriti, kako bi rekel, po človeško. Tako, kot zdaj govoriva, to se pravi, da stavke kar pustim, da tečejo, tudi tako, kot tudi nekje v tem romanu piše, naj zajamem sapo ali naj nadaljujem, ne. Pa gre kar naprej, ne, kar govori. In ne pričakujem več toliko, da bom našel bistvo, da bom našel smisel, ne pričakujem več toliko, da bom povedal nekaj globokega, ampak bolj, bi rekel, bolj skromno mogoče. Mogoče je to beseda.
Po drugi strani je pa seveda to, naj zajamem sapo ali pa to, kar pišeš, kako si tipkal tam nekje na blokah, je pa pravzaprav postopek, ki ga mi poznamo pravzaprav že od Tristrama Shandija ali pa od naprej, kjer se pravzaprav pripovedovalec ustvarja tudi s tem, da piše o svojem vsakdanu. In ta vsakdan je seveda tudi to tipkanje, ta včasih slastna, včasih pa mučna borba z praznim listom papirja. Ti si to pravzaprav obdržal in si zmeraj imel. Meni se je zdelo, da je pravzaprav ta tvoje pisanje metafikcija, ker si zelo velikokrat dopuščal bralcu, da te ugleda v tistem samem aktu pisanja. To si tudi zdaj še ohranil, te bloke in podobno. Drugače pa tukaj v teh nepočesanih mislih, zakaj nepočesane? To je pa Radoslav Šturm, kurirček mojega očeta pri partizanih, ki je pa po vojni izreden tip. Po vojni 46 je zahteval višji čin, pa mu niso dali. Je rekel, prav, pa grem pa v Nemčijo. 46. Zaprosil za dovoljenje, da gre v Nemčijo, so ga zaprli za pol leta, še zmeraj težil, so mu pa dali. In je šel v Nemčijo in je bil dober delavec v smislu, je uspel in je prihajal k nam iz Nemčije, k očetu, pa nam je kaj dal kakšne marke ali kaj. In no, on je imel nepočesane misli, en roman, ki ne bi ga jaz napisal, pravzaprav se je zgodilo to, kar se je zgodilo v Ervinu kralju. Objavil sem to, kar je on napisal, sam par odlomkov, in on je bil zadovoljen s tem, ker moralo biti pa tako, točno tako, kot je on napisal, to je bilo pa čisto slovnično nepravilno. Ker meni nepočesane misli mi malo tudi v bistvu potegnejo na to, da so to misli, ki niso do konca sfrizirane. No ja, seveda. A veš, da gre za na nek način grob material, ampak vse to je pravzaprav lastnost tvojega pisanja, tako da pravzaprav tudi preskakuješ in preskakuješ tudi na ta način, da samega sebe pravzaprav opisuješ iz različnih leg, se različno poimenuješ ali pa daš komu od stranskih akterjev glavno vlogo za to, da gleda na dogajanje te klape. Enkrat je to tvoj, če lahko tako rečem, življenjski spremljevalec Marko Draganc, potem je v romanu Moto je to slikar Tomo. Tam je tudi kar veliko tega nekega faktičnega gradiva, nastopajo recimo palčki, pri čemer vsi vemo, da sta oba palčka velikana v resnici. Mislim, to sta Tamal Draganc pa Piskar, ki sta oba za glavo večji od naju, ki sta srednje rasti, ali kako bi rekli temu. Pa imaš seveda v tem romanu tudi nekaj beograjskih epizod iz otroštva, pa iz vojaščine, ali kako. A je bila vojska travmatična zate kot sina oficirja? Ja, zdaj nisi bral Kuku. Sem, ampak jaz tudi ne smem, zdaj vidim, da jaz preveč vem, pa da tebe premalo puščam do besede. Ja, veš, kako si rekel, res je bila vojna, šel sem kao v vojno, namreč da pridem ven. In sem prišel, zato sem pa kasiral, tako kot pri vojakih pač je. Tudi te, ki so govorili, koliko je bilo po vojakih, koliko so se zajebavali. Kasneje se je izkazalo, da je bila za vsakega težka, če ne drugega, pa dolg čas, da nisi vedel, kam z njim. V tvoji generaciji so bili največji frajerji tisti, ki so recimo, mislim, da je bil Iztok tak, ki je izpred Drija z parimi $10 štopal v Indijo. Naslednja generacija, Bitenčeva recimo ali pa Morovičeva, se je pa namreč ravno na vojaščini, pa Frančičeva, se je pa na vojaščini najbolj konstituirala. Oni so pa tekmovali, kdo bo prej v vojski zaglumil eno od psihičnih motenj in čim prej ven prišel. To je bila tudi ta naša generacija. Malo je bilo
Detela, mislim, da je imel rekord ali kako. Jure je bil zaglaven, ja, najmanj, mislim, da je bil 14 dni nekaj takega. Hkrati pa, ko smo omenila Beograd, File, ti si tam doživel osebno srečanje z Bogom, mislim, da si eden od 2 slovenskih avtorjev, ki je v živo videl Boga. Ta drugi je Zoran Hočevar, ki ga je prepoznal enemu črnogorskemu pastirju ali pa tam vem, da je bilo nekje na tem goratem Balkanu. Kakšna je ta izkušnja? A bi tebe morali pravzaprav uvrščati te literarni teoretiki med mistično literaturo? Ja, tako z Bogom je čist iz otroštva, se pravi, da je otroška izkušnja. Opisal sem jo, ne, zdaj kot star, kot tip, ki je za recimo kakšnega 21-letnika, kakršen sem bil, star kot zemlja. Star kot zemlja pa lahko rečem, da vidim, da pa mene zdaj, posebej odkar se je razširilo, ne, se je to odprlo, da se da govoriti o Bogu, ne, sem videl, da veliko ljudi zna govoriti o Bogu. Ne, da so ga videli, ampak so pa prepričani, da je. In to tako, da vidim, da pa me kar malo moti. Bi jaz rad, da sam Bog sam zame, tako nekako. No. Ja, ekskluzivno pravico do Boga si to jo hoče pravzaprav oni tudi. Vsak hoče, ja. In to je nekaj, kar sem občutil, da tudi drugi vejo ali pa so nekako na en način občutili to. Ne. Ko pa že si rekel, mistična izkušnja, več ljudi mi je povedalo mistične izkušnje in to take, ker so še bolj. Jaz sem videl Boga prav tako, da ima take košate bele lase, belo brado, košato, kako bi rekel, dobrodušen obraz, izredno take tople oči, človek te razume. Ni bil tako, kot ga Michelangelo naslikal, ki ima en tak jastrebi obraz. Tak je bil dobrodušen, no, zelo razumevajoč. Ampak kolikor razumem, k temu videnju niso pripomogla ne mamila, ti si pač... Jaz sem bil otrok, se pravi. No si to, ja, to je bilo to, niti kaj drugega, ampak se mi zdi, da je prišlo v tvoji prozi tudi do nekega premika. Prej si pisal o psihelidiji in o tej revoluciji, ki je nedvomno zmagala, če pogledamo danes, kaj vse se da pojesti pa pokaditi, česar včasih ni bilo. Zdaj se mi pa zdi, da se je pa starostjo, najprej si pisal vmes o tem obetu upokojitve, pa o slavi, ki gre k zrelemu pisatelju v Skrivnostih užitka. Zdaj se mi pa zdi, da pravzaprav delaš nek tudi katalog mrtvih prijateljev, ne? Recimo Čurija omenjaš, ki mislim, da je predlani umrl. Ta druščina, vesela druščina, najboljša druščina od vseh, se počasi krči ali pa so ljudje šli nekam ven, ni več teh prostorov druženja in se mi zdi, da je zato tvoja proza na nek način tudi nostalgična. Ti pravzaprav popisuješ, kakšna je ta javna sfera bila, mislim, Šumi kot javka, Karmen kot javka, Kava kot javka, ampak vsega tega pravzaprav zdaj ni več. Mislim zdaj ta zadnji let, ampak tudi sicer to na nek način. A se ti zdi, da se je svet spremenil ali je to tista nujna stvar, ki pride, ko se generacije odrastejo, se zresnejo, se jim ne ljub več? Kaj misliš? Ja, ker si rekel nostalgija, nekako se upiram nostalgiji, skozi razmišljam prav to, kar si rekel, o teh krajih, ki jih ni več, to je jasno, da je nostalgija, ampak upiram se in tako, da vsake dolg časa napišem nekaj iz sedanjosti. To se mi zdi, da tako moram uravnotežiti, da se ne bi zatapljal v preteklost, da bi bilo samo lepo, da bi sam
če se mal greš nazaj, ne, se spomniš tudi situacij, ki niso le prijetne, niti najmanj, ne. Ni bilo samo lepo, ne, pa tako naprej, ne. Recimo iz mladosti se spomnim dolg časa. Dolg čas, to je bilo nekaj tako groznega. Zdaj pa vem zakaj, ker sem v resnici čutil ne dolg čas, ampak dolgotrajnost. To, kar nam jo ponuja znanost, teh 13 milijard in pol, to, kar se tudi v tem romanu kar naprej ponavlja in tudi skozi jaz to gledam, napredek znanosti, ne. Znanost je zame nekaj takega kot Bog, prav čist isto, tako kot piše v Svetem pismu, postali boste taki kot mi, se pravi, danes smo že na tem, prej sem videl leteči taksi. So ga že naredili, meni se zdi, da v Rusiji, ja. Leteči taksi, tako čez 4 leta bo že fural. To sem videl v tistem filmu, ki je Harrison Ford igral, kako se že... Iztrebljevalc, Blade Runner. Blade Runner, ne, mater so se furali v avtomobili. Evo, je že, ne. Pa vse reklame so bile v kitajščini. Ja, pa vse reklame so bile v kitajščini. Evo, jaz pa le, moram v tem trenutku povedati, ne, za Evropo navijam, ne. Premejdoš, da ja, ne, da bi se obdržali, no, res, da pa lahko že tako rečem. Da bi se obdržali, zdaj imamo preizkušnje, prav težke, zdaj se vsak znajde v eni situaciji, v kakršni sem bil jaz, recimo, ker sem postal književnik, pisatelj in sem dobil delavsko knjižico kot svobodni umetnik, takrat je bil svobodni umetnik. In sem včasih, ko pa nič nisem pisal, sem si pa govoril, mater, a kakšen zdaj se pravi, jaz nič ne delam, se pravi, to je svobodni umetnik, ne. Imajo prav oni, ki so proti takim tipom, ne. Čeprav je šlo pa za umetnost življenja, ne, ti si že ta generacija, kjer je bilo pravzaprav drzno in do konca živeti je bila na nek način art, pa si se pa izrazil ali pa ne, eni so se, ti si se v številnih romanih, dramah, z igro. A si ti, File, tako pri svojem pisanju, a se ti maskiraš s temi različnimi jazi ali se demaskiraš? Ja, demaskiram, ne, tako je bil razkrivanje samega sebe, to je bil moj moto v Grejnlavnu. In zdaj sem se pa že toliko razkril, da sem kar naenkrat videl, začel sem tako, da opisujem svoj izvirni pogled, nazadnje sem dobil pa slehernika. Čist tipično ne vidim, kakšna velika razlika bi bila med mano pa kakšnim drugim podobnim, ne, rečemo bi rekel. Nekdo, ki je igral, pa igral je rad fuzbal, na primer, pa hodil je po lokalih, ne. Nekaj podobnega, ne, sej. Čeprav nogometaši ne bi smeli toliko spiti, no, kot smo mi v tistih letih, pa, ne, mislim, če so ne, športniki. To se vidi, kar se tiče športa, ne, se vidi, da tam ne moreš piti. Gascoigne je bil, po mojem, velika izjema, ne. Po nostalgiji sem te spraševal, namreč tudi, če tam opisuješ samo neka mejna stanja povzročena z seveda tem vandranjem, je pa zdaj pravzaprav kar veliko neke dost zoprne realnosti, kar naenkrat so namesto, da bi vzel LSD, je dilema ali tablete ali svečke za odvajanje. Junaki imajo kar naenkrat neke zatečene bezgavke. Jaz vem, da se družiš z ljudmi, ki so na svoje zdravje še posebej občutljivi, recimo ta velik drganc, ne, ampak nekaj tega pronica tudi zaradi same empirije, v kateri živiš, tudi v tvojo prozo. Ja, to sem moral napisati zaradi sedanjosti, ne, da so videli, da je korona, ko sem bil v bolnici, se je glih začela korona in so že imeli prvi naval pacientov, ki so hodili vedeti, a so bolani ali niso, ne. Hkrati so morali pri nas, ker smo bili tam na operacijah strešiti,
se videli, koliko imajo kar enkrat dvojno delo in koliko se trudijo, da to prenašajo, ne. Situacija je tako, iz tam je bila, takoj se videli, da tole ni dobro, ne. To je tale korona, tako si prav želim, da bi s temi cepivi to ukrotili, no, da bi človeštvo to ukrotilo, zdaj pa res. In da bi Evropa zmagala. In da je Evropa zmagala, no, res, da je. Hkrati ob tem, File, da popisuješ svoj pisateljski vsakdan, je pa vsaj pri tebi seveda del tega vsakdana tudi nagrade, ta samopromotivnost, ki je včasih ni bila, se mi zdi, da se bolj pozna zelo, rad poveš, kaj vse je napisal ta tvoj pod drugim imenom šifrirani, kodirani junak. In, a veš, zakaj sem si to dovolil? Se mi zdi prav, si celo knjigo temu... Ker moram napisati zdaj že, tudi za to knjigo, polk napišem knjigo, povzetek. Sam moram napisati obnovo, pa tudi sem naprošen, če bi napisal svojo avtobiografijo, ne. Ja. Potem sem si pa rekel, ja, tako, kje sem rojen, kaj sem naredil, pa tako. No, pa sem rekel, bom pa lahko tudi le povem, ne, če moram to govoriti kar naprej, ne, mislim, ponavljajoče se. Kar en del pisateljske sedanjosti je namenjen tudi javni detektivski agenciji, s katero si strastno dopisuješ zaradi neke delovne štipendije in jo pa včasih dobiš in ne. Skratka, pisateljevanje je postalo pravzaprav malo računovodski, pa malo samopromotivni posel, kar včasih ni bilo tako izrazito. Tam v X-to romanu sem že rekel, hkrati sem delavec za tekočim trakom, računovodja, reklamni agent, pa ne vem, še kaj mogoče. Ampak je pa zdaj to še bolj prisoten, kako bi rekel, ta spremenjen občutek. Včasih se mi je zdel, veš, koliko sem bil 100%, da sem umetnik. 100% sem bil, da sem umetnik. Zdaj pa se mi zdi, kot da je bil na momente en administrator, ne, vsej, ko dobim tak spis, kaj moram jaz zdaj narediti, ne, preden začnem, ne, postanem slabe volje, pa moram pol to, najraje pol kar napišem, ne. In to kar v romanu, pa ne ga oni berejo na agenciji. Ja, tako, tam napišem, rečem, se dam duška, ne, da pač škole je zdaj, ne. Zdaj, ki si rekel Duška, zadnje vprašanje, najin prijatelj, ti si kar nekaj v njegovih igrah igral v Klini, Kozarčki, Bolhal v Šesu, mislim, da te je Dušan Jovanović največkrat angažiral za teater ob Vitotu Tauferju, je to res? Ja, seveda. No, in Dušan je napisal knjigo Nisem, kjer popisuje, česa ni in vse ne bo, medtem ko imamo pa pri Nepočesanih mislih, pa še pri kakšnem drugem tvojem romanu pa občutek, da je to pravzaprav spisek stvari, ki si jih pa jih ne več. Ne kadim več, ne pijem več, ne hodim po gostilnah. A se ti zdi, da je to en tak, da je tvoje pisanje na nek način prozni ekvivalent tem ugotovitvam zrelih let, če tako rečemo, česa vse ne bomo, pa smo mislili, da bomo kar zmeri pa za zmeri. Ja, prav gotovo, ne, ker zdaj je ta knjiga pripravljena za mojo 70-letnico. Pa ne, ti lahko rečem, da sem prav vesel, da sem doživel 70 let, no, še čakam, ne, moram še počakati, zdaj imam še zmeri 69. Ampak tudi to, da imam 69, se mi zdi nekako, je fajn občutek, ne. Se mi zdi, da sem šel skozi tista obdobja, ko se mi je zdelo, da bom končal fertik pri 37. Sem rekel, več ne bo šlo to, kje, kako. No, evo, zdaj pa... File, kaj naj rečem? Hvala, zdravja in še na mnoga leta pa uspešne odnose z agencijo. Hvala enako. Beletrina v živo.